Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje Lavrinovo diplomo poljski slovenistki, prevajalki in kulturni posrednici za izjemen prevajalski opus in promoviranje novejše slovenske književnosti v poljskem kulturnem prostoru. Joanna Pomorska je od konca 80. let do danes prevedla številna pomembna za razvoj slovenske proze, dramatike in esejistike prelomna dela, s katerimi se je slovenska literarna kultura od srede druge polovice 20. stoletja do danes vpisovala v evropski kontekst. Njeni prevodi posameznih ključnih del slovenskega modernizma in postmodernizma so slovenskim avtorjem omogočili vstop v bogat poljski kulturni prostor, obenem pa so v poljskih akademskih krogih spodbudili literarno-zgodovinsko in kritično refleksijo o slovenski književnosti. Na Poljskem je cenjena kot prevajalka iz slovenščine in dolgoletna vestna založniška urednica. Prejela je nagrado revije Literatura na svetu 1987 in nagrado Poljskega združenja avtorjev ZAIG 2017. V Sloveniji pa je bil s Pretnarjevo nagrado 2017 dodeljen naziv ambasadorka slovenske književnosti in jezika. Sredi 80. let je Joanna Pomorska, takrat mlada diplomantka slavistike na Varšavski univerzi, s prvim knjižnim prevodom Noč do jutra Branka Hofmana in 2 leti kasneje izdanim prevodom romana Galjot Draga Jančarja nakazala, da se bo lotevala zahtevnih prevajalskih projektov in odpirala širši prostor avtorjem, ki so pomembni za razvoj slovenske moderne proze. Temu načelu je ostala zvesta vse do danes, ko sta v začetku letošnjega leta izšla kar 2 nova prevoda, delo Kresnikove nagrajenke Bronje Žakelj Belo se pere na 90 in kratka proza Čebelja družina Anje Mugrli, prejemnice nagrade Evropske unije za književnost leta 2021. Iz njene bibliografije je moč razbrati, da si je avtorja večinoma izbirala sama in to vse od časov, ko je nad literarno ustvarjalnostjo še bdela cenzura. Do današnjih dni svobodnega, tržnim zakonitostim podrejenega knjižnega trga. Iz rastočega repertoarja njenega prevajalskega izbora se vidi, da je dobra poznavalka razvojnega procesa slovenskega leposlovja, saj so Hofmanu in Jančarju sledili vodilni predstavniki mlajših generacij, na primer Jani Virk, Aleš Debeljak, Goran Ponovič, Dušan Jovanovič, Matjaž Zupančič, Marko Sosič, že omenjena Bronja Žakelj in Anja Mugrli s prevodom, Alamuta pa se je v soavtorstvu s prevajalko Joanno Slovinsko oddolžila tudi fenomenalni posthumni karieri slovenskega avtorja Vladimirja Bartola. V zvezi z njenim delom lahko navedemo 2 značilnosti. Prva je, da njeni prevodi izidejo v razmeroma kratkem času po izvirniku. Druga pa, da ima prevajalka Joanna Pomorska svojega avtorja, ki ima po njeni zaslugi na Poljskem stalne bralce, pa tudi poznavalce med kritiki in literarnimi raziskovalci. To je Drago Jančar. Na poljskih knjižnih policah in v katalogih se je v 25 letih nabralo 20 njegovih knjig, od tega 5 romanov, 2 zbirki kratke proze in 2 zbirke esejev. S skoraj sprotnimi prevodi Jančarjevih romanov je slovenskemu pisatelju omogočila, da je bil svoj krog poljskih bralcev, saj so doživeli odmeven sprejem romani Galjot 88, Posmehljivo poživljenje leta 97, Katarina Pavin jezuit 2010, To noč sem jo videl 2014 in Ljubezen tudi 2022. Na problematiko njegovih esejev in kratke proze pa naletimo med temami univerzitetnih, seminarskih in raziskovalnih del. V zgodovinskem in družbenem sozvočju z osrednjimi avtorji so tudi njeni prevodi esejistično-dokumentarnih monografij, prevedenih večinoma v soavtorstvu z Joanno Slovinsko, 2 obsežni publikaciji antropologa Božidarja Jezernika, Kava 2011, Goli otok 2013 in odmevna zgodovinska biografija Jožeta Pirjevca, Tito in tovariši 2022. V njenih prevodih so opazne tako spretne rešitve jezikovnih vprašanj, kot tenkočutno slogovno niansiranje družbenega ozračja. Posebna je domiselnost pri prevajanju slovenskih realij, ki v poljščini nimajo neposrednih ekvivalentov. Njeni prevodi raznolikih in jezikovno zahtevnih del elitnega izbora iz slovenskega leposlovja
si v celoti zaslužijo priznanje Laurinove diplome. Zdaj pa vas vabim na oder, da vam lahko v imenu Društva slovenskih književnih prevajalcev podelim najprej plaketo Laurinove diplome. Skratka, čestitke in najlepša hvala. Lepa hvala v imenu Slovenije tudi za vse te knjige, ki jih dejansko vidimo tudi zdaj tukaj na tem ekranu. To so Joanini prevodi, ki se bodo zdaj vrteli ta večer. Lepa hvala. Z veseljem. Zelo sem ganjena zaradi tega, ker sem dobila tako visoko priznanje, slovensko priznanje. In ja, pravzaprav ostajam brez besed, ker sreča se je mešala v meni s občutkom hvaležnosti. Res ne vem, kaj bi več povedala, ker sem res srečna zaradi tega in se najlepše zahvaljujem društvu in vsem, ki ste prišli. Hvala lepa. Lepa hvala, Joana. Zdaj pa vabim, bom kar brez mikrofona še Darjo na oder, da se nam bosta predstavili. No, tako. Evo. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu, res sem zelo vesela in srečna, da lahko danes se pogovarjam z Joano Pomorsko, več kot zasluženo dobitnico Laurinove nagrade in mojo dolgoletno prijateljico. Danes se bomo tikali iz več razlogov. Prvi razlog je ta, da so prevajalci, mislim, da vsi člani enega samega plemena, ne glede na to, kje na svetu in iz katerega jezika prevajajo. Vsi poznajo podobne muke, trpljenje, zagate in tako naprej. In hkrati tudi ta neka mala zmagoslavja, male zmage, ko jim pač uspe, kar so si zadali in ko to trudopolno delo prinese rezultate, kaj še je tako lepo zbirko knjig. No, ko so se pogovarjali, koliko časa se že poznava, sva prišli seveda do nekih precej osupljivih številk. Ja, ampak vseeno bom malo povedala, če si lahko vzamem malo besedo še. Pravzaprav smo se srečali konec 70-ih, začetku 80-ih let, ko je bila, če se izrazim z današnjim žargonom, nekako Poljska v fokusu. Nastal je sindikat Solidarność, začele so se revolucionarna dogajanja, papež je, Poljak je postal papež, Česlav Miloš je dobil nagrado in zanimanje za poljščino je bilo kar veliko. Profesor Niko Jež je bil zelo prijazen in je na lektorat sprejel tudi neslaviste. Tako da se nas je nabrala kar neka lepo število ljudi, ki jih je poljščina zanimala. In bila je pa tudi zelo prodorna takrat poljska lektorica profesor Adamčihova, ki je imela neko, se mi zdi, dobro metodo poučevanja in je študente prepričala, da lahko že zelo kmalu prebirajo poezijo in takrat sta nastala dva večera poezije. Ena je bil večer poezije, ki je šla v ilegalnem tisku, takrat pravzaprav
ni bila niti dovoljen, ni mogla normalno jeziti na poljskem. Naslednje leto je bil to večer poezije Česlava Miloša. In dobiček je bil ta, da je bila ta poezija v prevodu študentov, se pravi slušateljev lektorata ob pomoči profesorjev seveda. In če samo omenim, koliko ljudi se je takrat naučili to poljščino, tamle sedi Jasmina Šuler, moram takoj omeniti Jano Vnuk, ki je danes številka 1 prevajalka iz poljščine, in še številni drugi, od Miha Breganta, Miha Javornika, Marka Juvana, Carmen Kenda, Andreja Duhovnik, ne vem, gotovo sem koga pozabila, ampak mi je res lepo veliko število ljudi, ki smo oblikovali tudi nek prijateljski krog, se je takrat zbralo. No in na teh večerih poezije je pomagala ena dolgolasa, rdečelaska, z lepimi valoritimi lasmi. In ko smo rekli, kdo pa je to, je rekel Niko, to pa naša Aška. Aška je že takrat dobila slovenski vzdelek, mogoče če bo kaj časa to pozneje pojasnila. Ampak ti nam zdaj povej, takrat si bila na štipendiji podiplomskega študija, no? Povej nam, kaj si delala takrat tukaj v Ljubljani. Ne spomnim se natančno, ampak zdi se mi, da je bilo leto 1983, ko sem prišla na 3-mesečni štipendij. In kot nalogo sem imela razvoj gledališke kritike poljskih predstav, ki so bili v 19. in v 20. stoletju. Dram, so prizorjene? Ki so bile uprizorjene na slovenskem, ja. Prej pa vse se je začelo od tega, da sem spoznala, ko sem bila še študentka v Varšavi, sem spoznala Toneta Pretnarja, ki ga verjetno poznate, ste je legendarna osebnost, če se ne motim saj. In ki je mene, pa tudi neke druge moje kolegice študentke povabil, naj pridemo v Slovenijo. In tako se je začela moja, ja, če smem tako povedati, res ljubezen do Slovenije. In potem sem se odločila, da bom tudi delala diplomsko nalogo iz slovenske poezije in sem začela prihajati v Slovenijo. In ja, veste kaj, jaz sem starejša gospa, tako da se detajlov ne spomnim, ampak vem, da je bilo izredno vzdušje, ne samo na Poljskem, tudi ko sem videla, kako so reagirali študentje na to, kar se dogaja pri nas, sem bila tako zelo ponosna in vsa srečna, da ne samo na Poljskem doživljavamo takšne dogodke, da tudi je zanimanje za nje tudi v Ljubljani oziroma na Slovenskem. Ampak študirala si jugoslavistiko, ne? Takrat se ni dala študirati slovenščine, ne? Ne, sploh ne. Jaz sem bila prvi letnik jugoslavistike, to pa pomeni, da sem tudi študirala makedonščino in predvsem pa hrvaščino. Ne vem zakaj, ampak malo potem so ta študij ukinili. V glavnem nas ni bilo veliko, ne vem, par letnikov, 3-4 letnike so bili. In en od profesorjev, oziroma za slovenščino je prišel Tone Pretnar. Ko sem bila v prvem letniku, je prišel Tone Pretnar, ki me je, oziroma ki je nas, nisem bila samo jaz, navdušil prav za slovenščino. Ja, in vas okužil. Mislim, to zdaj poudarjam zato, ker je to eden od 3 jezikov, ki jih Aška obvlada. Včeraj si me presenetila s podatkom, da je bil tvoj prvi prevod za neko revijo celo iz makedonščine. To je bilo v študentskih letih. Ja, ampak se je dosežek, da si me bil iz makedonščine poskušati prevajati. Mislim, da je bila edino besedilo iz makedonščine, ki sem ga prevedla. Ok, greva zdaj počas k prevodom. Ja, kako se je pravzaprav zgodilo, da si začela prevajati? Očitno te je to vleka, če si že tisto makedonščino prevedla.
Ker to si delala ob službi, ne? Ti nikoli nisi bila samo poklicna prevajalka, to bi bilo nemogoče, zdaj si imela eno drugo službo, ne? Urednica sem bila, najprej sem bila urednica v znanstveni založbi in sem se ukvarjala z enciklopedijo. To je povsem nekaj drugega kot prevajanje, ampak vsem to je bilo premalo zame, da tako rečem, in rajši sem se posvetila lepi književnosti kot pa enciklopedijskim geslom. Čeprav službo tudi sem imela rada na enciklopediji. Ja, in kar precej svojega prostega časa si posvetila prevodu, če ne bi nastal takle opus. Niko je že precej tega povedal in lepo naštel, ampak mogoče bi nekako ta prvi prevod Moč do jutra je danes že neka taka legenda, ne? Ko vsi vemo, da, mislim, vsi vemo. To je pač eden od romanov, ki so zelo zaznamvali 80. leta v slovenski književnosti. Bil je eden od prvih, ki je razbijal tabu teme oziroma načenjal tabu teme. Tukaj je bil pač Goli otok, potem so bili še dakovski procesi in bil je precej razvpit in mislim, da je rabil sam roman nekih 6 let, da je bil natisnen v Sloveniji. Medtem napisan bil nekega leta 86, išel pa šele 81. Ampak ti pa praviš, da na Poljskem pa ni bilo sploh nobenega problema. S tem romanom ni bil sporen. Je najbolj zaradi tega, ker sploh na Poljskem noben ni vedel za Goli otok. Šele pozneje to sem prevedla, sem predlagala, pravzaprav moram povedati, predlagala sem založbi, ki so sprejeli, mislim, brez nobenega problema, brez nobene težave so sprejeli ta predlog, pol sem knjigo prevedla. Toda, ko sem pozneje predlagala z Jezernika Goli otok, ki sem ga skupaj z Jano Slavinsko prevedla, tudi ni bilo problemov, ker so bili drugi časi seveda, ampak ne spomnim se prav, kako je bilo natančno, v glavnem sem prepričana, da ni bilo nobenih težav, ker je knjiga izšla in vsaj na ta način sem prispevala k znanju o tem, kar je bil Goli otok oziroma kako je bilo v Jugoslaviji. To je bila kar pomembna založba, ki je danes ni več, ne? Je, še zdaj obstaja, ja, sam izdajajo, zelo malo izdajajo in izdajajo tudi stare reči, ponavljajo, ponatise so. No, čitelnik to bila številka 2 takrat na Poljskem, ne? No in oni so ti ponudili potem tudi prevod Galjota. Ja, in sem se strinjala, ker sem že knjigo poznala od prej in sem bila res zelo vesela, da začnem pravzaprav moje prevajalsko delo prav z Jančarjem in potem nekako je šlo. Je bil prvi in bilo je tudi več knjig in imam še v načrtu nadaljne prevode Jančarja. Ampak povej še to situacijo z Jančarjem, ker to, kar je Niko naštel, teh 9 knjig, je seveda impozantno, ampak hkrati praviš, da je še nekih 40-50 esejev, ki si jih prevedla za časopise in revije. Ja, ker je čas na Poljskem je bila malo drugačna situacija, kot je zdaj. Izhajalo je veliko literarnih revij, v katerih sem lahko objavljala prav eseje. Zdaj teh revij je veliko manj in zgleda, da je bilo precej veliko zanimanje za slovensko publicistiko, bralci pa tudi uredniki so zelo radi brali o tem, kar se dogaja, ker to je bila pravzaprav aktualna publicistika.
neke skupne teme. Ne? In zdaj rezultat je seveda, da ko prevajaš Jančarja, prevajaš starega znanca, je drugače kot druge knjige. Ja, je res, ker se človek navadi na stil, seveda, jaz ne bom vam razlagala, kaj je Drago Jančar, kakšne so Jančarjeve knjige, ker jih bolj poznate kot jaz, ampak vseeno, to je kot star prijatelj, bi rekla. Da, povemo še, da si imela z Jančarjem tudi precej zanimivo prigodo in sicer še z eno nagrado, ki si jo dobila in bila zdeli, in to je nagrada Angelus, malo nam boš razložila, kakšna nagrada je to. In dvakrat sta bila z Jančarjem nominirana, to namreč podeljujejo avtorju in prevajalcu to nagrado. Dvakrat sta prišla v ožji izbor, to so skoraj taki mini Oskarji, nominiranci se zberejo v Vroclavu in čakajo na peto, kdo bo izbran. No, Jančar ni bil izbran, pač pa sta dobila Angelusa potem z Goranom Vojnovićem. Ampak povem o Angelusu. Ja. Tako je bilo. To je nagrada, ki jo podeljuje mesto Vroclav, njen patron je baročni pesnik, pokrovitelj. A ja, ne, baročni pesnik ni pokrovitelj, več. Ime je dobila torej po baročnem pesniku Angelusu in podeljuje od leta 2006 ali pa 2007. In to je nagrada, ki se podeljuje pisateljem iz Srednje Evrope. Nagrajenci do sedaj so bili res zelo pomembni pisatelji iz tega našega kroga. Je bil Esterhazy, Martin Polak, Škvorecki je bil, tudi Svetlana tista novelovka, joj, zdaj se spomnila, Aleksijevič. Ja, prej sem imela v spominu, pa je. In kot je že rekla Darja, bil je nominiran in prišel v ožji izbor Jančar s Katarino, drugič pa to noč sem jo videl. In žal, jaz sem bila zelo razočarana, razočarana nad tem, Drago Tot, ampak se zgodi, ali? In končno je dobil nagrado Goran Vojnović za Jugoslavijo mojo državo, ki ima malo spremenjen naslov v polščini. S spremembo se je strinjal Goran, v polščini se imenuje Moja Jugoslavija. To je bilo leta 2020. Ja, v času korone, ne? Ja, v času korone, ja. Žal nima govora, ampak ja, to nič ne zmanjšuje. Potem si prevedla še Figo in to so se ti pogovarjali, da ko si prevajala Gorana Vojnovića, ti je pa zelo prav prišlo tudi študij jugoslavistike in poznavanje širšega Balkana, konteksta in jezikov. To je tudi, mislim, avtor, ki je kar precej prirasel k srcu, ne? Ja, je. Prirasel je k srcu in zato sem prevedla tudi njegove eseje, ki so prav povezani s tisto balkansko, jugoslavensko problematiko tudi. Zdaj tudi ne bom razlagala seveda, ker vse to dobro veste in esej najvišji kmalu tudi meni enkrat februarja ali pa marca naslednjega leta. Ja, evo, mislim, res super. Tukaj tole je najnovejši prevod Bronje Žakaj, Belo se pere na 90, sveže iz tiskarnega je prinesla. Joana, pred kratkim sva se pogovarjali, vsaj ne, se zdi, da je bilo pred kratkim, kako vsem tem časom nisi prevedla nobene ženske, oziroma prevedla si Natašo Kramberger za revijo oziroma za zbornik, pa tudi mislim nekaj poezije
koga, ampak to mogoče ta manjko, ne, si zdaj pospešeno že zapolnila in sicer čist pred kratkim oziroma letos, ne, ste šli kar 2 avtorici, Anja Mugarli, Čebelja družina in Bronja Žakelj. Mogoče kaj Bronja Žakelj je še sveža v tvojem spominu, težavah in radostih tega prevajanja poviš. Težave so bile predvsem v tem, ker Bronja, kot vsi veste, pripoveduje o časih, ki sem jih malo poznala, in pri tem mi je zelo pomagala Darja. Se spomnim dobro, ko sva obe viseli ob telefonu in cele ure pogovarjali sva se o tem, kaj pomeni to ali pa ono. Darja mi je tudi pomagala bolj poznati topografijo Ljubljane. Tudi me je spomnila na reči, ki jaz nisem imela v spominu, kar se je jedlo, kako v tistih 70-ih pa 80-ih letih. Vse te proizvode, ki so poznate malo starejšim ljudem, mladi pa jih žal ne poznajo. In nekaj sem si pomagala tudi s spletom, ker na spletu se veliko znajde. Zdaj precej drugače. Zato so marsikdaj te knjige opremljene z opombami, ne? Ker je enostavno treba razložiti fenomen. In tukaj pa povejmo še malo o principu dela tvojega. Imaš nek, mislim, to, kar mi je res zelo všeč v tem tvojem krogu, da so ti tvoji prijatelji oziroma so prevajalci, ti imaš prijateljsko prevajalko iz srbščine, bosanščine, hrvaščine, ki bere tvoje prevode in potem nekako kot eno neodvisno tretje oko reče, joj, ona, to pa treba še eno opombo napisati, to treba še pojasniti, to ne bo razumljivo. In podobno ti delaš, ko bereš njene prevode. Zelo rada bi poudarila vlogo lektorja, vsaj pri nas, ne vem, kako je natančno pri vas. Pri nas pa je po mojem to zelo pomembno, prav to tretje oko. In fajn je tudi to, če znaš jezik oziroma kulturo tistega prevoda, ki ga popravljaš. Darja je omenila Magdo Petrinsko, je ena boljših, če ni najboljša prevajalka na Poljskem, ki je strokovnjakinja, da tako rečem, za Miljenka Jerkovića. In imam zelo rada najino sodelovanje, ker ko Magda prevaja Jerkovića, jaz berem njen prevod. Ko pa jaz prevajam Jančarja ali pa druge Slovence, Magda bere moj prevod in na ta način se zna seveda veliko boljš ne samo popraviti, ampak tudi duh besedila označiti. Super, no, to se mi zdi eno tako res dragoceno sodelovanje, prijateljsko seveda, ampak res visoko strokovno. Povej, kako prevajate skupaj z Joano Slavinsko, to se meni zdi kar podvig. In lotili sta se takole impozantna je poljska izdaja Alamuta, prosim si pogledajte, išla pri založbi Noir Blanc. In lotili ste se recimo takih jezernikov, ki ste jih v bistvu pravzaprav nekako na nov naredili, ali pa če bi uporabila Goranovo besede, so ustvarile. To so zelo lepe knjige z ilustracijami, res skrbne izdaje. Joana Slavinska je tudi moja najboljša prijateljica kot Darja in spoznava, mislim, tudi leta in leta. In ko so meni predlagali prevod
Vladimirja Bartola, takoj sem pomislila na njo. Prvo sem pomislila na to, da bo mi stala ob strani. Tudi sem vedela, da je delo preobsežno. Založnik je zahteval zelo hiter prevod in sem prosila Jano za pomoč. In je bilo isti princip kot z Magdo Petrinsko in Jergovičem, ker jaz sem prevedla svoj del, Aša je prevedla svoj del, pol pa sva brali svoje dele in tudi se spomnim teh pogovorov, dolgih pogovorov, ko sva diskutirali o vseh problemih, o vseh težavah. Kar pa zadeva Goli otok, Jezernikov Goli otok, se spomnim, da sem celo prišla v Slovenijo in naloga je bila precej zahtevna in da sva delali skupaj to pri Ani. Vem, da tudi za Alamuta, da si cel kup strokovnjakov, orientalistov in tako naprej konsultirala zaradi... Ja, seveda sem začela od branja zgodovine Izmailitov. To je bilo najbolj pomembno, ker to je pravzaprav Đižino. Ne. A ne, področje, prosti. Včasih sem manjkala, super proste besede, ja, oprostite. To pa je pravzaprav področje, ki jaz sploh ne obvladam. In zato sem morala malo pobrskati po izvorih, da bi spoznala besedilo in da bi sploh spoznala zgodovino tega področja. Ja, glede na to, da imaš zelo širok diapazon in da je tukaj tudi precej publicistike, ne vem, že Tito je zelo zahteven. So ti tvoje strategije različne? Imaš dostakrat obsežne predpriprave ali se zakoplješ, pa ko priješ do problema? Kar pa zadeva Tita, ki sem ga jaz tudi prevajala z Joano Slovensko, sem prosila za pomoč mojega znanca, ki je zgodovinar. Sem seveda tudi z njim diskutirala o različnih stvareh, ki jih nisem razumela oziroma ki so bili neznani zame. Ampak že recimo taka knjiga, kot je tole Belo se pere na 90, na koncu se izražniki zahvaljujejo ljudem, ki so jim pomagali na področju alpinizma. Tako da res, mislim, en prevod res povleče za sabo res veliko raziskav in kopanja. Na začetku celo ne veš, kdo bo, kaj je besedno notri in ne veš, koga moraš prositi. Jaz, ko sem prebrala ta roman, sem mislila, da sploh ni problem, da je tako precej enostavna zadeva, potem pa se je pokazalo, da sem morala prositi Darjo za pomoč, kar se tiče te polpretekle zgodovine oziroma teh kulturnih dejstev. Tudi sem morala prositi druge znance za pomoč pri teh alpinističnih zadevah. Pa tudi Bronjo, ne? Je bilo treba kar par stvari vprašati. Ja, to pa ja, zmeraj je tako, treba tudi avtorja prositi. Ja. Povejva še to, da odkar si se pač upokojila in imaš več časa za prevode, imaš neko dost srečno situacijo z založbo Sedno, ki je bila včasih precej publicistična založba, zdaj pa se ukvarja tudi z literaturo oziroma pokriva področje recimo temu nekega širšega Balkana in da s temi predlogi pri njih kar hitro prodreš. Ne vem, če sem lahko odkrita, vsem zelo rada bi odkrito povedala, da je precej težka situacija na Poljskem, kar se tiče objave prevodov iz majhnih literatur, prosto za besede, ampak to sem večkrat slišala na Poljskem pri založnikih, da so to majhne literature, tista srednja Evropa. No in sem
ko sem iskala založnika za Lainška, ki sem ga že prevedla, to se je meni zgodilo, mislim, drugič v življenju, da sem nekaj za predal delala. Ko sem iskala založnika za Lainška, sem to predlagala založbi Sedno. To je zelo majhna založba, ki ima samo 3 delavca in ko so sprejeli moj predlog in sem pol začela govoriti o tem, kako je ta literatura zanimiva, so se odločili, da bojo še naprej. In ne samo slovensko književnost, pa tudi so začeli objavljati srbsko, pa bosansko. Basara je na primer izšel pri njih, Jergovič seveda, kar 5 komadov je išlo. Ne vem kaj še, Kadare, tako da ne samo slovanski jeziki, pa tudi albanščina pride zdaj pri njih. In pri tem je praviš tudi zelo pomembna podpora Jaka našega. To je pravzaprav najbolj pomembno v tem našem pogovoru, ker bi se rada, če sem že tukaj, zahvalila prav Javni agenciji za knjigo. Če ne bi bilo podpore Javne agencije, dvomim, če bi lahko uspela izdati večino teh knjig. So zelo prijazni in zmeraj se odzovejo na predlog, tako da zahvaljujoč Jaku lahko poljski bralci berejo slovensko književnost. No, mislim, da tudi popolnoma upravičeno že samo te nominacije za Angelusa govorijo svoje, tako da je to na vsak način upravičena podpora. Povej nas zdaj, ko se malo bližava že koncu, da nisi samo prevajalka, da si napisala tudi, da imaš še druge zasluge za področje slovenščine, da si napisala en tak priročnik. Jak to powiedzieć po slovensku? Tako da, evo, malo še o tem povej, kakšno delo je bilo to zate? To je serija pravzaprav, ki je izhajala že leta nazaj. Zdaj dvomim, če kdo bere take reči, toda z veseljem in s pomočjo slovenskih prijateljev sem to naredila. No, ampak tukaj je en precej velik seznam teh priročnikov, ki so že tako, da med 30 jeziki je tudi slovenščina. In če si kakšen Poljak zaželi pomagati, s tem si seveda lahko jo najde. Povej nam malo, kaj imaš na prevajalski mizi, kaj je v načrtu? V načrtu imam spet, draga Jančarja. Ob nastanku sveta, kaj bo potem, ne vem. Če bila, a vas lepo prosim za predloge, ker tako kot je povedal Niko, pravzaprav vse je po moji lastni izbiri. Če pridem v Slovenijo, oziroma če sem prihajala v Slovenijo, sem prosila za pomoč, sem prosila za nasvete, kaj je dobrega, kaj je lepega, tako berljivega. In ko sem dobila nasvet, sem poskusila prebrati in potem tudi prevesti. Tako da res bi bila zelo, zelo hvaležna, če bi zdaj od vas dobila nasvete. Ni nujno zdaj, mislim, kot v raznim pogovoru, ampak potem, ko se bomo družili. Ja, zelo verjetno tudi nova Anja Mugerli, ne? Ja, to sem šele začela brati. Je zelo zanimiva in me se zdi zelo pomembna. Za današnji svet, za današnje ženske. Tako, mislim, da smo videli prišli do vrhunca, ko nam bo Joana na željo Tanje je izbrala odlomek svojega prevoda, ki nam ga bo pribrala pač v poljščini. Poveva še, kaj to bo?
najljubši prevod. In moram priznati, da je prav Jugoslavija moja dežela, mislim, najbolj priljubljena, tako da rada bi prebrala prav konc, zaključek romana. Samo da pokažem, to je že druga izdaja, kjer je že na platnici nagrada Angelus že objavljena. Zapada zmierzch, a ja wciąż stoję nad grobem Nedeljka i po prawie 17 latach ciągle czekam, żeby dalej trwał ten niezakończony czerwiec, żeby zaczęło się jeszcze jedno piękne lato w puli. I coraz bardziej mi się wydaje, że nadal jestem chłopcem, który w hotelu Bristol w pokoju numer 211 tęskni do domu, gdzie czekają na niego przyjaciele z łodzią i tata w końcu zabierze go na Ceres albo na Loszyn, na dużą wyspę, większą niż Wyspy Briońskie. Aż trudno uwierzyć, że to wyspa taka jest duża. Sinisza w ubiegłym roku był u cioci na Kerku i opowiadał, że wszystko tam wygląda zupełnie inaczej niż u nas, na lądzie. Myślę o Siniszy i zastanawiam się, gdzie teraz jest i co robi. Pamiętam, jak z procy trafił grubego Dejana w tyłek, a potem przekonał go, że to osa. Dejan przestraszył się, że dostanie alergii i od razu pognał do domu. Znowu chce mi się śmiać, ale po chwili myślę już o tym, że Sinisza i Mario od 17 lat czekają na mnie na podwórku za sklepem, bo tamtego dnia postanowiliśmy pójść po obiedzie na Balkany. Tylko pół godziny jedzie się od nas nad morze. Mario obiecał, że weźmie od brata karty do gry w Bliszkulę, a Sinisza przyniesie gumową piłkę od Picyginu. Od 17 lat z ręcznikiem na szyi siedzą na schodach przed moim blokiem i czekają. Czy naprawdę wszystko się teraz skończyło, pytam? Czy w końcu mogę wrócić do domu, na ulicę Dinka Witezicia i pójść z nimi na plażę? Czy wreszcie może się zacząć moje lato, pytam, patrząc na grób ojca, jakbym oczekiwał od niego odpowiedzi. Ale Tomisław Zdrawkowicz nic nie mówi. Nedeljko Borojewicz też.